Iran je sprejel slabo odločitev, zdaj plačujejo za to. To je izjava ameriškega sekretarja za vojno Peta Hegseta, potem ko je IRGC streljal na ladjo v Hormuški ožini in razglasil zaprtje vodne poti do nadaljnjega. Situacija se je v zadnjih nekaj urah dramatično zaostrila, posledice pa segajo daleč preko Bližnjega vzhoda. To je najnovejše iz oddaje Jerusalem Minute. Dobrodošli nazaj v oddaji Jerusalem Minute na JNS TV. Alex, po besedah predsednika Donalda Trumpa je premirje z Iranom končano. CENTCOM pravi, da je ta teden izvedel 300 napadov, potem ko je Iran napadel ladje v Hormuški ožini, vendar se bodo pogajanja nadaljevala. Kaj vemo v tem trenutku? No, kot si rekel, je memorandum o soglasju končan, kar pomeni, da je Iran napadal ladje v ožini celo med samimi pogajanji. Predsednik Trump si je pri tej prekinitvi ognja najbolj želel prav prekinitev ognja v zameno za odprtje Hormuške ožine, kajne? Vse drugo je bilo pravzaprav predmet pogajanj. In edina stvar, ki je Iranci niso hoteli izpolniti, je bilo odprtje Hormuške ožine. In to sem povedal že na začetku, ko je bila razglašena prekinitev ognja. Veste, vsi v Izraelu so bili zelo vznemirjeni zaradi te situacije. Rekel sem, da v tej trenutni situaciji v bistvu zaupam trem stvarem. Prva je želja in sposobnost naših sovražnikov, da so naši sovražniki. Ne morejo si pomagati. Želijo še naprej biti sovražniki Izraela, želijo biti sovražniki Združenih držav Amerike. Drugič, zaupam sposobnosti predsednika vlade, da krmari skozi zelo težke vode, ne samo skozi Hormuško ožino, ampak skozi celotno to vojno. Moral je krmariti skozi več ameriških administracij. Moral je krmariti skozi Hamas, Hezbolah, Hutije, Iran, Katarce, Turke. Spopada se z marsičim in mislim, da je dokazal, da je zelo spreten pri krmarjenju skozi zelo težke okoliščine. Tretja stvar, ki lahko tukaj zaupamo, je ego predsednika Trumpa. In če bodo Iranci še naprej ogrožali Trumpov ego in poskušali ponižati predsednika, mislim, da se bo predsednik na neki točki prebudil. Pravzaprav sploh ni jasno, zakaj bi potem, ko so Iranu povzročili toliko škode, sploh želeli ustaviti in ponuditi rešilno vrv. Seveda pa sta Združene države Amerike in Izrael vojaško neprimerno močnejši od Irana. Tako premor pravzaprav ne škoduje zmožnosti Združenih držav Amerike ali Izraela, da bi po potrebi nadaljevali vojaški boj. In mislim, da zdaj vidimo, da predsednik zelo hitro izgublja potrpljenje z Iranci. In druga stvar, ki smo jo povedali na začetku, ko je bilo razglašeno premirje, je, da zgodba še ni končana. Tukaj vidite, da zgodba še ni končana. Hkrati lahko vidite, da predsednik želi Irancem poslati vojaško sporočilo, da bi ohranil verodostojno vojaško grožnjo na mizi. Vendar se za zdaj ne zdi, da bi se predsednik želel povsem podati v obnovljen konflikt, ki bi trajal tako dolgo, kot bi bilo potrebno. To je vojaška operacija, namenjena pošiljanju sporočila Irancem. Alex, poglejmo enega izmed številnih izjav predsednika Trumpa iz tega tedna, tokrat na vrhu G7. Rekel je, da je Iran drhal, da so lažnivci in nori. Predvajamo ta posnetek. Je premirje končano? Je premirje mimo? Je memorandum o soglasju propadel? To je zelo zanimivo vprašanje. Po mojem je konec. Nočem se več ukvarjati z njimi. So izmeček. Veš, kaj je izmeček? So izmeček. So bolni ljudje. Vodijo jih bolni ljudje. In so zlobni, nasilni ljudje. In če bi imeli jedrsko orožje, bi ga uporabili. Kar se mene tiče, je konec. Pogovoril se bom z našimi pogajalci. Ukvarjati se z njimi je izguba časa. So lažnivci. Sklenimo dogovor. In kaj potem, če se z njim dogovorim, imamo dogovor. In on gre ven. Govori, mi se dogovorimo. Vsi so zmagovalci. Nobenega jedrskega orožja. Sklenili bomo dogovor. Gredo ven, govorijo z novinarji. Pravijo, da o tem sploh nismo govorili. Nekaj je narobe z njimi. So nori. Kar se mene tiče, je konec. Ali to pomeni, da se pogovori z Iranom ne bodo nadaljevali? Ni me briga, lahko se pogovarjajo, ampak mislim, da zapravljajo čas. So kup lažnivcev. Torej je predsednik temu upošteval. Pogovori se bodo nadaljevali, vendar je premirje, memorandum o soglasju, končano.
Ja, veste, mislim, da velikokrat gledate predsednika Trumpa in on je bahavin, veste, pretirava glede situacije. Mislim, da je to eden najbolj izstopajočih izjav predsednika v zadnjem času in strinjam se z vsako besedo, ki jo tukaj izreka. In veste, vprašanje je, zakaj je mislil, da se lahko pogajaš z Iranci. Veste, obstajajo študije o iranskem pogajalskem vedenju. To je kot da bi lahko tukaj doktoriral iz iranske pogajalske strategije. Pogajajo se iz šibke pozicije. To je edini čas, ko bi vstopil v pogajanja, če si Iran, da se rešiš in ohraniš samega sebe. In kar želijo narediti, je podaljšati pogajanja in izenačiti pogoje. O tem so pred nekaj tedni vprašali celo samega Donalda Trumpa. Neposredno so mu zastavili vprašanje z njegovim citatom iz leta 2020, da Iranci nikoli niso dobili vojne, a nikoli niso izgubili pogajanj. Torej je vprašanje, zakaj se sploh pogajate z njimi. In tukaj pravi, da so lažnivci, prevaranti, izmeček. In rekel je, da je memorandum o soglasju končan. Zdaj je vprašanje, zakaj še naprej pogajate. In rekel je, mislim, da je rekel, da sta Witkoff in Kushner dobra človeka, ampak na koncu se pogajata s predsednikom. Rekel je, da morda lahko govorijo, ampak misli, da je konec. Torej, težko je natančno vedeti, kakšno stališče ima glede tega, kaj želi videti. Zdi se jasno, da noče popolne vrnitve k bojevanju, ampak tukaj začenja dobivati pravo lekcijo o bližnjevzhodni realnosti. To pomeni, da Iranci želijo iztržiti največjo možno prednost in ponižati Združene države, še posebej predsednika, s svojo pogajalsko strategijo. Da vam pokažem, kako Iran tukaj popolnoma laže, so včeraj rekli, da so bili njihovi napadi na ladjo v Hormuški ožini nesreče, pomote. In potem so danes zjutraj dejansko napovedali, da so zaprli Hormuško ožino, nato pa napadli še eno ladjo. Torej je očitno, da to ni pomota, to so namerni napadi. In prav tako so izstrelili rakete na različne države, spet na Bližnjem vzhodu, Bahrajn, Kuvajt, Jordanijo. In ljudje se zdaj sprašujejo, ali je le še vprašanje časa, kdaj bodo svojo pozornost usmerili na Izrael. Ja, mislim, da moraš, preden se lotimo vojaške strategije, res poslušati strokovnjake, na to temo. Dva strokovnjaka, ki sem ju poslušal skozi leta, sta dr. Harold Root, ki je preživel nekaj časa v Iranu pred revolucijo in se dolga leta ukvarjal z iransko problematiko. Bil je na Pentagonu. Tudi Bernard Lewis, ki je vodilni strokovnjak za Bližnji vzhod. Kulturo in filozofijo. In oba sem intervjuval, poleg še približno 15 drugih ljudi v dokumentarnem filmu, ki sem ga posnel leta 2010 in se imenuje Iranium. In glavna ugotovitev tega dokumentarca je bila, da jim ni mogoče zaupati. Politika vzajemno zagotovljenega uničenja, kot sta jo imeli Združene države in Sovjetska zveza, pri Irancih ne deluje, ker imajo versko filozofijo. Kar pomeni, da če pride do kakšnega velikega spopada, bo to po njihovem verskem prepričanju pripeljalo do prihoda Mahdija, njihovega mesije. In vsi pravijo, poskušajo to izpodbijati s tem, da so Iranci racionalni akterji. V redu, če bi bili Iranci tukaj racionalni akterji, poglejte, kaj ponujajo Združene države. Ponujajo jim odpravo sankcij, ponujajo jim dotok denarja, ponujajo jim vrnitev Irana v mednarodno skupnost. In edino, kar si Združene države želijo v zameno, je prost pretok ladij, tako kot pred vojno in brez jedrskega orožja. In zelo jasno je videti, da Iranci niso pripravljeni opustiti svojega jedrskega programa, tudi če je bil ta program praktično uničen. In niso pripravljeni odpreti Hormuško ožino. Torej, omenili ste to že prej. Veste, zakaj bi predsednik Trump nadaljeval pogajanje? Poleg vsega, kar smo pravkar omenili, je Izrael dejansko razkril zaroto za atentat na predsednika Trumpa. Izrael je delil obveščevalne podatke z Združenimi državami, poroča Wall Street Journal, kar je čez vikend dejansko potrdil tudi ameriški veleposlanik v Izraelu, Mike Huckabee na Fox News. Poglejmo si ta posnetek. Ta teden je izraelska obveščevalna služba opozorila našo stran, predsednika in naše uradnike, da obstaja zelo specifična zarota, ki je bila zasnovana za atentat na predsednika Trumpa. To je precej resno. Veste, takšnih trditev ne morete kar tako izreči. Mislim, da je pomembno, da Američani razumejo, da Iranci s tem, kar govorijo in počnejo,
Ne počnejo ničesar, česar ne bi počeli že 47 let. Torej, tukaj imate zaroto za atentat na predsednika Trumpa. Predsednik je konec tedna odgovoril na Truth Social, kjer je dejal, da ima 1000 raket pripravljene in usmerjene proti Islamski republiki Iran, s tisoči drugih, ki bodo takoj sledile. Dejansko je to izjavo zaključil z besedami Slava Allahu, podpisano s strani predsednika Združenih držav Amerike. Pogovorimo se o tem načrtu za atentat oziroma morebitni atentat na predsednika Trumpa in potem njegov odgovor. In ponovno sem postavil vprašanje, zakaj se vračati k pogajanjem? So to cene nafte, naftni trgi, gospodarstvo, umestne volitve? Mislim, pravijo, da bojo to storili in imeli so ogromne napise med pogrebom ajatole v zadnjih nekaj dneh, kjer je pisalo, da je na glavi predsednika Trumpa razpisana nagrada $100 milijonov. Poglejmo si to podrobneje. No, najprej mislim, da Iranci sploh nimajo $100 milijonov za to. Dvomim. Veš, morda 100 milijonov rialov, kar bi bilo verjetno enako kot nekaj dolarjev. Ampak vidiš, da Iranci ne spletkarijo samo v ozadju, da bi ubili Trumpa, kar so poskušali že večkrat. Bilo je več zarot. Veš, pred nekaj tedni so razkrili zaroto za umor Trumpove hčerke Ivanke. Ta zarota naj bi bila povezana z Iranom. Videl si vse napise med pogrebnimi procesijami, ki so pozivali k umoru Trumpa? Seveda, to je bilo med pogrebno procesijo za ajatolo Homeinija, ki bil je vrhovni vodja Irana, ki ga je ubil Izrael kot del ameriško-izraelske vojne proti Iranu. Torej lahko razumete, če ste v vojni, potem če ste ubili našega voditelja, bomo mi ubili vašega voditelja, kaj ne? Zdaj lahko tukaj vidite le drobec obveščevalnih podatkov, ki jih ima Izrael in jih ves čas posreduje Združenim državam. In ni povsem jasno, zakaj je HKB razkril te informacije, saj veliko obveščevalnih podatkov, ki jih Izrael razkrije Združenim državam, ne pride v javnost. Ampak tukaj mislim, da želite, ker ste v akutni situaciji, da ameriška javnost razume, zakaj je predsednik Trump tako vznemirjen. Obstajajo resne, neverjetne grožnje proti Trumpu. Poskušajo ubiti predsednika Združenih držav. Predsednik je že preživel več poskusov atentata. Govoril je o dejstvu, da je biti predsednik Združenih držav ena najbolj nevarnih poklicev trenutno, kar se tiče tveganja smrti in atentata. To drži. In samo počakati moramo, kam bo ta zgodba peljala. Alex, kot smo rekli, je Iran udaril po drugih državah na Bližnjem vzhodu. In koliko razumem, zdaj dejansko sodelujejo v napadih skupaj z ZDA. In zaenkrat Izrael, kolikor vemo, ni vojaško vpleten. Vendar smo videli, da je Iran napadel države po vsej regiji. Streljali so na Jordanijo, streljali so na Združene arabske emirate, streljali so na Kuvajt in Katar. In kar smo prav tako videli je, da so se kot povračilo pojavila poročila o napadih znotraj Irana, pri čemer ni bilo jasno navedeno, katere države so bile v te napade vključene. Domneva se, da bi Združeni arabski emirati lahko sodelovali v napadih, da so potekali izredni sestanki med Kuvajtom, Katarjem in drugimi glede odzivov. Tako vidimo spremembo v tej vojni. Kajti med operacijo Epic Fury, tistih 6 tednov, ko sta Izrael in Združene države letela drug ob drugem, večinoma, nočem reči izključno, ker so bili omejeni podatki, da so morda Emirati kaj storili vmes, ali pa so Katarci kaj naredili tam, kar je bilo verjetno večinoma simbolično v primerjavi z obsežnimi operacijami Združenih držav in Izraela. Ampak tukaj vidite, da so arabske države tiste, ki jih Iran najbolj cilja, in drugič, da sodelujejo skupaj z Združenimi državami. In zanimivo je opaziti seveda, da ena država, ki trenutno ne strelja, je Izrael. Vendar je treba vedeti, da je Izrael pripravljen in oborožen. Razlog, zakaj Izrael trenutno ni del tega, je ta, da če se Izrael vključi, to ne bo simbolični napad. To ne bo napad, ki bi bil namenjen pošiljanju sporočila, če Iran ne odpre Hormuške ožine. Če se Izrael znova vključi, vidimo, da se to stopnjuje. In to smo videli na vseh različnih frontah te vojne. Ampak prej ste imeli, veste, potem, ko Izrael začne, mislim, da so izvedli atentat na Ismaila Hanijeja, vodjo Hamasa v Teheranu. To je omejen napad. Potem vidite, da Iran odgovori po napadu na Hanij in tudi po atentatu na Hasana Nasrallaha v Bejrutu.
Veste, Iran pošlje salvo balističnih raket. Nato Izrael izvede simbolični napad s svojim letalstvom znotraj Irana, uniči nekaj sistemov zračne obrambe in Irancem pokaže, da lahko natančno udarijo znotraj Irana. Kasneje vidite 12-dnevno vojno, kjer Izrael napada strateške cilje, temu pa sledi operacija Polnočno kladivo Združenih držav, kjer bombniki B-2 zadenajo podzemni jedrski reaktor Fordo. NATO ste videli 6-tedensko kampanjo skupaj z Združenimi državami. Verjemite mi, če se Izrael ponovno vključi v to, bodo šli do konca. Takrat Izraela ne bo mogoče več zadržati. Da ne omenjam, da bodo Iranci začeli streljati vse, kar imajo proti Izraelu. Zelo zanimivo je videti, da Iranci trenutno ne želijo pritegniti Izraela v vojno. Trenutno napadajo skoraj izključno države v zalivu, ki so arabske države. Ker ko napadeš te države, s tem pritiskajo na Združene države, kaj ne? Izrael se zna braniti sam. Minister za obrambo Izrael Katz je prejšnji teden dejal, da se je Izrael pripravljen sam zoperstaviti Iranu. Prav? Oni ne potrebujejo niti Združenih držav v tem trenutku glede svojih zmogljivosti. Torej, vidiš, da je zadnja stvar, ki si je Iran želi, da bi bil Izrael vpleten. Raže bi zdaj tvegali proti ZDA, ker verjamejo, da je predsednik Trump dovzeten za njihove pozive k pogajanjem, kaj ne? Da imajo stvari, ki jih lahko obljubijo predsedniku, kot je odprtje Hormuške ožine. Izraelu ni mar, ali je Hormuška ožina odprta ali ne. Izrael ne dobi svojega plina ali nafte skozi Hormuško ožino. Iran vidijo kot eksistenčno grožnjo. Ožina jih ne zanima. Ne zanima jih predsednikova ega. Ne zanima jih Netanjahujeva ega. Tukaj ne gre za igro ega. Torej, Iranci nočejo, da bi bil Izrael vpleten, ker če se Izrael vključi, bodo odstranili preostanek vodstva. Naredili bodo vse, kar je v njihovi moči, da izzovejo dokončno strmoglavljenje tega režima. Torej, Iranci pravijo, hej, raje tvegajmo z Združenimi državami. In to je zanimivo, ker so Združene države veliko močnejša sila kot država Izrael. Toda na nekatere načine je Izrael za Iran veliko večja grožnja kot celo Združene države. Ja, Alex, kot si rekel, je Izrael pripravljen in oborožen in na drugi strani izraelske obrambne sile pravi, da so pripravljeni na vsak scenarij, če bo Iran dejansko začel ponovno izstreljevati rakete. In samo zato, ker je Izrael trenutno izven igre, to še ne pomeni, da bo Izrael tudi dolgoročno ostal izven igre, kaj ne? Ja, lahko se spremeni v sekundi. Lahko se spremeni z več razlogov. Lahko se spremeni, če Iran strelja na Izrael. To bi bil sprožilec, ki bi Izrael znova pripeljal v to vojno. Drugi sprožilec je, če predsednik Trump reče, Izrael, želimo, da sodelujete. Če predsednik reče predsedniku vlade Netanjahuju, želimo, da se znova borite skupaj. Ugani kaj. Kot sem rekel, je Izrael pripravljen in oborožen in na enak način je bil predsednik pripravljen leteti skupaj z izraelskimi piloti med operacijo Epic Fury. Na enak način, kot so bile Združene države pripravljene odvreči tiste največje bombe na bunkerje v Fordoju. Če predsednik reče, hej, skupaj smo upravili odlično delo, želimo se ponovno boriti skupaj, Izrael bo vstopil v boj. Ja, absolutno in zdaj želim nadaljevati, Aleksej. Kot sem že prej rekel, veliko izjav z tega G7 druga tema, ki smo jo omenili prejšnji teden, je Turčija. Predsednik Trump je v torek napovedal, da njegova administracija aktivno dela na tem, da bi odpravila obstoječe sankcije proti Turčiji in dejal, da ne želimo sankcionirati prijateljev. Hkrati je omenil vprašanje letal F-35. In zdi se, da predsednik nadaljuje s postopkom, da bi Turčiji zagotovil ta letala. Poglejmo si ta posnetek. Lahko vam povem, da bomo umaknili sankcije. Ne želimo sankcionirati prijateljev, zelo preprosto je. Obstaja veliko ljudi, ki jih lahko sankcioniramo in jih tudi sankcioniramo. Prijateljev pa ne želimo sankcionirati. In zaradi predsednika, veste, imamo zelo dober odnos z novim voditeljem Sirije in opravil je izjemno delo. V letu in pol je združil celo državo. Torej, Aleksej, čez minuto bova govorila o Siriji, osredotočiva se na Turčijo, spet noče sankcionirati prijateljev. Govorili so o F-35 in predsednik vlade Netanjahu je dejansko v zadnjih dneh v intervjuju za eno izmed ameriških novičarskih agencij spregovoril o svojem nasprotovanju temu, da bi ZDA prodale ta letala, da bi Turčiji zagotovile ta letala. Poglejmo si ta posnetek. Predsednik Trump je trenutno v Turčiji. Danes zjutraj je dejal, da bo razmislil o prodaji lovcev F-35 Turčiji, kar je sprememba prepovedi, ki jo je sam uvedel.
Včeraj ste rekli, da bi to, citiram, porušilo ravnotežje moči na Bližnjem vzhodu. Ste to jasno povedali predsedniku Trumpu? Da v resnici sem z njim o tem govoril že večkrat. In mislim, da vsi razumejo, da kljub osebnemu prijateljstvu, ki ga ima predsednik Trump z Erdoganom, to ne naredi Turčije prijateljske ali zavezniške države Združenih držav za državo. To je režim, ki je okužen z muslimansko bratovščino, ki sovraži Združene države. On nudi zatočišče Hamasu, Hamasove teroriste, podpira jih, financira jih, vse svoje nasprotnike je vrgel v zapor, grozi, da bo uničil mojo državo, edino judovsko državo. Njegov namestnik pravi, da nimamo mesta med narodi in veste, kaj to pomeni. In kot pravi tretji človek, notranji minister, se veseli, da bo postal guverner Jeruzalema. Pozdravljeni. Alex, rad bi govoril o pomenu za Izrael, toda Netanjahu, predsednik vlade, v bistvu opozarja predsednika Trumpa, naj bo previden glede tega svojega velikega prijatelja. Večkrat ste omenili, kako je Erdogan velik voditelj in dejali, da Turčija ni prijateljica Združenih držav, ter da ima elemente muslimanske bratovščine po vsej državi. Kaj lahko sklepamo iz tega celotnega trikotnika, Netanjahu, Trump in Turčija? No, Recimo, da predsedniku verjamemo na besedo. In bil sem v Beli hiši z predsednikom in predsednikom vlade v nekem trenutku, ko je Netanjahu izražal zaskrbljenost glede Erdogana in nekaterih teh agresivnih izjav, ki jih je dajal že pred mnogimi meseci. In predsednik je takrat rekel: posredoval bom med vama, med Izraelom, Netanjahujem in Erdoganom iz Turčije. Veš, če imaš težavo, bebe, me pokliči. Poskrbel bom, da Erdogan ne bo naredil ničesar. In predsednik je prav ta teden rekel, da bi lahko Turčija zelo enostavno vstopila v vojno skupaj z Iranom, vendar je Trump poklical Erdogana in Turčija ni vstopila v vojno. In to je problem. V redu. Problem je v tem, kar je predsednik Trump pravkar povedal. V bistvu, da ima Turčija sredstva in voljo, da vstopi v vojno. In edini razlog, da Turčija ni vstopila v vojno, je ta, da ga je predsednik prosil, naj tega ne stori. Ker Erdogan želi dobiti darila od predsednika Trumpa v Združenih državah in se zaveda, da bodo, če vstopi v vojno, zato posledice v smislu, da ne bo odstranjenih sankcij, da ne bo dobil letal F-35 in v smislu morebitnih kazenskih ukrepov v okviru NATO. Torej, veste, Erdogan tukaj tehta svoje interese v odnosu do Združenih držav, ampak samo zato, ker predsednik Trump govori, kako čudovit je Erdogan. Kar, veste, dviguje Erdoganov ugled po svetu in maha s celo vrečo korenčkov namesto s palico. Torej, kje je problem? Problem je, če rečeš Erdoganu, v redu, razlog, zakaj sem te prosil, da ne vstopiš v vojno proti Iranu, in tega nisi storil. Torej, kar bom naredil kot darilo za to prijaznost, je, da ti bom zdaj dal orodja, ki jih potrebuješ za boj proti Izraelu v vojni, prav? To nima smisla. Prav? Če bi rekli, poslušaj, obnašaš se lepo, odpravili bomo sankcije. V redu, to ima smisel. V redu, bile so sankcije proti tebi. To je bilo težko. Vidim, da spreminjaš svoje vedenje, obnašaš se lepo. Odpravil bom gospodarske sankcije, da boste lahko kot država še naprej uspevali pod vašim močnim gospodarskim vodstvom. Toda to je le del tega, kar Erdogan zahteva. Zahteva letala F-35, ki so neposredna grožnja Izraelu. Omenili smo tudi, da so bile te sankcije uvedene, ker Turčija kupuje raketne obrambne sisteme S-400 pravkaj. Torej, tukaj obstaja tudi obveščevalna grožnja. Če sistemi S-400 pridajo do... Če bi jih testirali skupaj z letali F-35 nad turškim zračnim prostorom, s tem bi Rusom posredovali informacije o prikritosti letal F-35. Tega pa si tudi ne želite, kaj ne? Ker se Rusija bori proti Ukrajini. To je grožnja za Evropo. To je grožnja za NATO. Torej, tudi tam ne želite dati Rusiji nobene prednosti. Torej, veš, mislim, da je tukaj problem, ker recimo, da ima Trump prav in da ima tak odnos z Erdoganom. Lahko Erdogana potegne nazaj z roba. No, to je kar skrajni rob, ker Erdogan in njegovi namestniki zdaj dajejo zelo skrajne izjave, takšne, kot smo jih dolga leta poslušali iz Irana. In ena stvar, ki jo je rekel predsednik vlade Netanjahu, je, ko rečejo, da te želijo izbrisati za zemljevida, jih jemlji resno. Torej, recimo, da lahko Trump zadrži Erdogana.
No, Trump ne bo dolgo več predsednik. In druga stvar je, kot je tukaj omenil Netanjahu, da sta številka 2, Fidan, zunanji minister Turčije, notranji minister Turčije, to so potencialni nasledniki Erdoana. In če mislite, da je Erdogan skrajnež, poglejte naprej, ker niso nič manj skrajni, niso bolj racionalni. Pravzaprav so še bolj agresivni glede svojih zahtev do Izraela in svojih želja po ponovni vzpostavitvi Osmanskega imperija na Bližnjem vzhodu. Alex, hkrati na vrhu, predsednik Trump se je srečal s sirskim predsednikom Ahmedom al-Šarao, znanim tudi kot Al-Jolani, ter je bil to prvič po 25 letih, da se je ameriški predsednik srečal s sirskim voditeljem. Mislim, videl si jo tam zgoraj. To izgleda kot nekakšno prijateljstvo, če hočeš, med predsednikom Trumpom in Al-Šarao. Prav tako mislim, da je zelo pomembno, predsednika Trumpa so vprašali o Siriji in ameriškem seznamu terorističnih držav. In predsednik je rekel, citiram, Sirija je postala zelo stabilna, res je bila stabilizirana in na to smo ponosni. In razmišlja o tem, da bi Sirijo odstranil z tega seznama terorističnih držav. Predsedniku je Al-Šara res všeč. Mislim, da je to zelo, zelo jasno povedal. Če pogledate po regiji, se zdi, da predsednik Združenih držav spoštuje močne voditelje, spoštuje Erdogana, spoštuje Al-Šara, spoštuje Al-Tanija v Katarju, spoštuje feldmaršala Pakistana. In do določene mere, vidite, ima tudi izjemno spoštovanje do Netanjahuja. Tudi če se z Netanjahujem ne strinja, ga spoštuje, ker je Netanjahu močan. Veste, glede tega, kar je Al-Šara naredil v Siriji, kako je ustvaril stabilnost? Z vzbujanjem strahu. Mislim, ubili so alavite, ubijali so kristjane, ubijali so druze. Izrael je moral dejansko napasti znotraj Sirije, da bi zaščitil manjšino druzov, ki je tam. Ne pozabite, da je znotraj Izraela, mislim, da je okoli 150,000 druzov tudi v Izraelu. Torej, veste, Izrael ukrepa, da zaščiti te manjšine. V zadnjih nekaj mesecih je bilo razmeroma mirno glede na vse, kar spremljamo tukaj. Ali vemo, da je Al-Šara zaupanje vreden partner za mir? Mislim, da ni nobenega razloga, da bi zaupali nekomu, ki ga podpira Turčija in ki ima vsaj v svoji preteklosti povezave z Al-Kaido. To, da za predsednika Trumpa se zdi, da se je situacija nekoliko stabilizirala. In mislim, da kot alternativa Bašarju Asadu situacija morda ni nujno slabša, vendar zagotovo, veste, to je eden tistih primerov, ali ni boljši znani hudič kot neznani. In se vse bolj privajamo na sodelovanje z Al-Šaro. Tako je zdaj Al-Šara tisti hudič, ki ga poznamo. Ja, absolutno. Hkrati pa, Alex, bi rad preusmeril našo pozornost na Gazo, če lahko. Trumpov odbor za mir pripravlja pilotsko humanitarno območje v Južni Gazi, da bi nudil zatočišče tako imenovane preverjene palestinske civiliste zunaj nadzora Hamasa. Namen po načrtu je ustvariti varna humanitarna območja, kjer bi civilisti lahko dostopali do zatočišča in osnovnih storitev zunaj nadzora Hamasa. Medtem ko se širši procesi glede upravljanja, varnosti in razoroževanja nadaljujejo, pravijo viri tukaj. Torej, to območje predvidevam del druge faze 20-točkovnega načrta predsednika Trumpa. Hamas še vedno pravi, da se ne bodo razorožili, vendar kaže, da bo odbor za mir dejavno prisoten na terenu in se bo vključeval v situacijo v Gazi. No, v teoriji celoten koncept humanitarnega območja ni problematičen, kaj ne? Če bo zagotovljeno, da bo to območje brez Hamasa, območje brez nasilja. Če govorite o zagotavljanju zatočišča, torej šotorov in hrane, veste, mislim, da Izrael zaradi tega ne bo veliko protestiral. Mislim, da je tukaj težava v tem, da piše, da bi območje upravljal Nacionalni odbor za upravljanje Gaze, ki ga podpirajo ZDA, NCAG, in da bi ga varovala neka vrsta večnacionalnih mednarodnih stabilizacijskih sil, ISF. Torej, vprašanje je, kaj sploh je ta NCAG? Kaj je ta odbor? Vodili naj bi ga Palestinci in vprašanje je, ali je tole krinka za Hamas. Velika grožnja tukaj je, da Hamas reče, v redu, zmagali ste, nismo več na oblasti, v redu. Zdaj so nekatere Palestince postavili na čelo in oni so upravni odbor, ne mi. Toda Hamas se ne razoroži popolnoma. In ta Nacionalni odbor za upravljanje Gaze služi kot nekakšna krinka, ki omogoča Hamasu delovanje. Še posebej, ker je bilo v določenih poročilih omenjeno, da namerava Nacionalni odbor za upravljanje Gaze
sodelovati s Hamasom. Kaj ne? Torej, vprašanje je, kot da gre za teroriste proti teroristom v oblekah. Veste, to je bila vedno na nek način razlika med Hamasom in palestinskimi oblastmi. Oblast. Mahmud Abbas je terorist, vendar si obleče obleko za razliko od Jaserja Arafata, ki je vedno nosil kufijo in vihtel pištolo. Torej, Mahmud Abbas pravi, veste, jaz sem drugačen, jaz sem zmiren. Poglejte me, nosim obleko. Ampak on samo izvaja, nadaljuje uresničevanje ciljev Jaserja Arafata, le da to počne v obleki. Al-Shara je terorist, ki se je odločil obleči obleko. Torej, to je ta grožnja. In druga grožnja je, da če bo humanitarno območje za pomoč uspešno, če bo tam mednarodna stabilizacijska sila, bo Svet za mir rekel, hej, imamo zagon, poglejte, Hamas zdaj miruje, lahko se ukvarjamo z njimi. Torej, zdaj začnimo proces obnove. In če se to zgodi brez popolne razorožitve Hamasa, je to problem. Če se zgodi brez programa deradikalizacije, je to problem. In že prej smo videli poročila, da je Jason Olson, ki je bil odgovoren za program deradikalizacije, odstopil svojega položaja. Ker je razumel, da imajo Katarci prevelik vpliv na dogajanje v Gazi. Torej imamo veliko razlogov za skrb. Če govorimo samo o hrani, šotorih in humanitarni coni, veste, to je nekaj, kar so Združene države poskušale narediti že med vojno. In Izrael je vedno bil pripravljen omogočiti humanitarno pomoč. To je bila odločitev, ki so jo sprejeli že na začetku vojne, pomagati s humanitarno pomočjo, hkrati pa se boriti proti teroristom. Torej, Izrael bo pomagal pri humanitarni pomoči. Izrael ni proti humanitarni pomoči. Težava je v tem, ali bodo teroristi razoroženi ali ne. Alex, gremo naprej. Pred kratkim je župan New Yorka Zohar Hamadani rekel, da, podpiram državo Izrael, vendar ne podpiram Izraela kot judovske države. Tako je ta teden premier Netanjahu odgovoril med tem intervjujem na CNN-u. Poglejmo si posnetek. No, priročno pozablja, da je edina demokracija na Bližnjem vzhodu Izrael. 20% naših državljanov je dejansko muslimanov. Niso, ampak sedijo na vrhovnem sodišču, so v Knesetu, v našem parlamentu, sodelujejo v vseh področjih življenja. To je edini kraj na Bližnjem vzhodu, kjer dejansko obstaja ta enakost, o kateri govori. Ampak on je podpiral, ali pa so njegovi podporniki podpirali Hamas, te ljudi, ki ubijajo ljudi, ki so obglavili naše moške, posilili naše ženske in jih nato ubili, žive zažgali, dojenčke in tako naprej. Rekel je, od reke do morja, podpira jih. To je. To ni zgolj cinizem, mislim, to je smešno, to je absurdno. Tako, to je to. Mamdani pred kamero pravi, ja, podpiram državo Izrael, vendar ne podpiram nobene države, ki se opredeljuje kot versko povezana z eno od glavnih religij. Čeprav je na svetu toliko muslimanskih držav, uradno krščanskih držav, pa ima ravno s to edino judovsko državo težavo. Ja, prepričan sem, da je Mamdani proti Saudski Arabiji in seveda vsem drugim verskim državam. Res je javno spregovoril proti njim. Ja, pa ja. Torej obstaja ena država na svetu, ki je po naključju judovska država. In tisto, česar Mamdani ne podpira pri Izraelu, je to, da je judovska država. Če ne bi bila judovska država, bi jo morda celo podprl. In to je vedno bila grožnja, za katero bi rekel, da jo je izraelska levica tukaj promovirala. Torej, da postavi ti dve vrednoti na dva enakovredna stebra. Prva je judovska država in demokratična država, kaj ne? Ker ko pravijo, da mora biti judovska in demokratična. Kaj potem pomeni demokratična? Demokratično pomeni enake volilne pravice za vsakega Palestinca med reko in morjem, med reko Jordan in Sredozemskim morjem. Dajte jim pravice v Knesetu, dovolite jim, da glasujejo za vodstva. In upanje je, da boste na neki točki dobili demokratično demografsko realnost, kjer Izrael ne bo več judovska država, ker bo postal demokratična država. In mislim, da Izrael uspeva zaradi demokratičnih načel in bi moral še naprej imeti demokratična načela. In izraelska javnost si želi, da bi obstajala demokratična načela. Ampak Izrael v svojem bistvu ne obstaja zato, da bi bil demokratična država. V svojem bistvu obstaja zato, da je judovska država. Sistem vladanja, ki je dober za Izrael, je demokracija. In Izrael bi moral ostati zavezan demokratičnim načelom, čeprav v Izraelu ni ustave. Nimate ravnotežja moči med izvršno in sodno vejo oblasti. Zakonodajna in izvršna veja oblasti sta isti.
nimate državnega zastopstva. V strankah nimate predizborov. Obstaja veliko razlogov, zakaj je Izrael zelo, zelo pomanjkljiva demokracija. In to je tema za drug podcast. Ampak dobro je videti, da se Netanjahu nastopa proti Mamdaniju. In veste, Mamdani je sovražnaš. Vedno bo našel razloge, zakaj ne bi želel podpirati države Izrael. Če Netanjahu na to reče, da je Izrael demokracija, verjemite mi, Mamdani bo imel odgovor na to. Še en razlog, zakaj ne bi smel podpirati države Izrael. Absolutno. Ni prijatelj države Izrael ali judovskega naroda. Alex, imamo nekaj svežih novic. Nažalost, žalostna novica. Pravkar sem dobil to informacijo, ko smo začeli snemati. Senator Južne Karoline Lindsey Graham je ponoči preminil zaradi, kot poročajo, kratke in nenadne bolezni. Senator Graham je bil seveda znan kot odločen podpornik države Izrael in tudi pravice Izraela, da v samoobrambi napade Iran. Imel sem priložnost govoriti s senatorjem Grahamom in mu zastavljati vprašanja v imenu JNS pred približno 1 letom v hotelu King David v Jeruzalemu. Slišal sem ga govoriti že večkrat. Tako je Izrael ta konec tedna izgubil pravega prijatelja. Ja, prav tako sem tudi jaz večkrat intervjuval senatorja Grahama, saj je bil senator Graham eden izmed senatorjev, ki so Izrael obiskovali pogosteje kot katerikoli drugi. V Izrael je prihajal večkrat na leto. On je eden zadnjih resnično proizraelskih senatorjev. In ko vidiš, da je preminil, se vprašaš o prihodnji podpori Izraelu v senatu, v predstavniškem domu. In kar vidiš je, da obstaja ta starejša generacija senatorjev in kongresnikov, tisti, ki so videli Izrael med vojnami leta 1973, 1967, oni razumejo eksistencialne grožnje, s katerimi se Izrael sooča. Prav tako razumejo skupne vrednote obeh držav. Kar pa se tiče Lindseyja Grahama posebej, bil je, kot si omenil, velik podpornik Izraela. Bil je glavni podpornik ameriške prodaje orožja Izraelu, velik podpornik vojaške pomoči za Izrael. Bil je velik zagovornik Abrahamovih sporazumov in gospodarske normalizacije med Izraelom in državami v zalivu. Bil pa je tudi zelo velik zagovornik normalizacije med Izraelom in Saudsko Arabijo. Da. In kot ste rekli, je tudi resnično razumel, da je Iran grožnja ne samo Izraelu, ampak tudi stabilnosti celotnega Bližnjega vzhoda. In bil je velik podpornik predsednikovih napadov na Iran ter izraelskih napadov na Iran. Kar bi rekel je, da je bil tudi Lindsey Graham podpornik rešitve dveh držav. Res je. In to je bilo eno področje, kjer se z Grahamom nikoli nisem strinjal. Ampak on je v zadnjih letih s tem zagovarjal rešitev dveh držav ali nekaj takega. Mislim, da je bil zadovoljen z nečim, kot je, kako bi temu rekel, prizadevanje za nekakšno državo minus za Palestince. Ker je verjel, da bi to, torej neka oblika priznanja palestinske državnosti, pripeljala do normalizacije odnosov med Izraelom in Saudsko Arabijo. Tako je na to gledal v tem kontekstu. Ampak to vam tudi pokaže, da so lahko tudi tisti, ki se ne strinjajo z vašo politiko 100%, še vedno vaši prijatelji in zavezniki na koncu koncev. In vem, da ima predsednik vlade Netanjahu močno naklonjenost in spoštovanje do Lindseyja Grahama. Mislim, da bodo vsi Izraelci tukaj, ko bodo izvedeli to novico, žalostni zaradi njegove smrti. In lahko le upamo, da bomo dobili več kongresnikov in senatorjev, ki imajo močno naklonjenost do Izraela, kot jo ima Lindsey Graham, tudi če obstajajo nesoglasja glede nekaterih politik. Seveda, počivajte v miru, senator Lindsey Graham. In to je vse za Jerusalem Minute tega tedna JNS TV. Tukaj je Josh Eisen, dopisnik za JNS, skupaj z direktorjem Alexem Kramanom. Ne pozabite se naročiti. Preverite vso izjemno vsebino na JNS TV, podprite nas super zahvalo in obiščite jnss.org za vse najnovejše novice iz Izraela, Bližnjega vzhoda in celotnega judovskega sveta. Velika zahvala ljudem v ozadju tukaj na JNS TV. Se vidimo naslednji teden v oddaji Jerusalem Minute tukaj na JNS TV.